To se mi zdi kar primeren moment za začeti vlog, ker smo ravno kar pristali na Baliju in je prišel samo en kufer od 3. Še čakamo nekaj, ampak iskreno nimam veliko upanja. Dober dan in dobrodošli. Po mojih laseh lahko vidite, da sem nekje, ki je zelo vlažno in po ozadju. In po naslovu lahko vidite, verjetno, da sem na Baliju. V bistvu je to zdaj moj zadnji dan tle, ampak sem hotela narediti neko povezavo čez vse klipe, ker sem malo raztrešeno vlogala, dajmo reči. Ja, v bistvu, zakaj sem tle? Moj brat se je preselil na Bali za par mesecev, tako smo z družino rekli, ajde gremo ga obiskat. Moja starša se šla na nek posebej retreat z neko skupino, midva sta pa tukaj. On se je preselil v Canggu, to je tak bolj turističen predel, tukaj treba ful ljudi remote delati, ful je več turistov, dosti takih barčkov, luškanih kavarnic, vse to, kar vidite na Instagramu, branči, Tudi tukaj sta preživela na enih prvih par dni. V bistvu je izgledalo tako zjutraj, fitness. Malo sem rdeča. Potem malo bazenčkanja v fitnessu, sončenja, da smo dobili barvico, ker ko sem prišla, sem lahko en jogurt. Po fitnessu en brunch. Ok, tam smo se malo zapalili, ne bom niti pokazala koliko, da me kdo ne skrega. Ampak sta prišla zdaj na brunch. Jan, kaj si ti vzel? Nek tipo citrus, pure salmon. Nekaj. Smešt, avokado stak, kavica, voda. To je prav zame resting brunch face. Verjetno tako vsi veste, da brunchi na Baliju so brutalni. Ni izjeme, pa imamo še palačinke. In to so naše corn cakes, mama mia, o bog pomagaj. Njam, odlično je. Moj brat je šel ravno kar pobrati Instagram od natakarce. Kot drugi dan tukaj sem se konkretno spalila čelo, prsa. Naslednje dni mi je potem tudi nateklo čelo in oči, kar boste tudi videli v klipih. Ni bilo ravno najbolj prijetno, ker sem izgledala grozno ves čas, vsaj sama sebi sem izgledala grozno. Ampak glej, sem se vsaj naučila, kako nevarno je zaradi sonca, ker sem res ona, ki se prži na soncu, a imam ful svetlo polt in to zelo, zelo ni zdravo. Pa smo šli kaj surfat. Jaz sem surfala že prvič 5 let nazaj in tako da sem se tukaj ponovno učila oziroma izboljšala, če bi lahko temu tako rekli. Bali verjetno vsi vidite iz Instagrama, kot sem ga tudi jaz. Jaz sem ga imela na bucket listu že 5 let ali pa še več nazaj, ko je začelo postati popularno, ko so še na YouTubeu vlogerji kazali Bali. Tako sem lahko vesela, da sem lahko prišla in smo se odločili, da z džunglo, da vam probam pokazati še eno bolj realno plat Balija, torej ne samo kar vidiš na Instagramu. Indonezija je vseeno azijska država, je veliko revščine, ful puškov na cesti zapuščenih, podrti od hiš, ampak sami prebivalci tukaj so tako prijazni, nasmejani vedno, pravno z malim zadovoljni. No ja, bolj naslednji dnevi so bili namenjeni ogledom, tako da vam bom insertala klipe. Ok, jaz sem ugotovila, da se s soncem ni zahecati, tako da danes imamo kako. Začenjamo še eno klasično jutro na Baliju, popoldan pa gremo si nekaj pogledati, pa da so vzamem s sabo. Another day, another brunch. Evo, smo prišli do templja Tan Alot. Zdaj, tle smo na vhodu, moram najprej narediti turistično sliko za Jana. Peace? Peace? O, dobra. How much for touch next? Free for touch. Ah? Free for touch, yeah. Free for touch. So you have to pay. How much? 70,000. Oof, I don't have. You have card. No card. You have to pay. Ignorirajte moje, malo imam natečeno čelo od tega sonca. Pojem si ulovila, Yes, sliko? I don't work astros. Ne, pogledam na sliko. V glavnem smo prispeli, priporočajo, da priješ sem za sončni zahod in dobro to priporočajo. Tam je pa The Temple in Question. Do templja lahko priješ samo če je oseka, zato ker dobesedno hodiš po kamnih, ni nobene druge potke speljane in trenutno je plima, tako da ne najbolj idealno, ampak v tempelj grejo lahko samo
Balinese people. Baličani, kako bi se reklo po slovensko? Baličani. Balinisti. Imamo pa še update o Janovi, na takrat si včeraj mu je pisala, ga je prosto, če pusti review na Google in pol, ko je pustil review, ga je ghostala. How does it feel to be played by your game? Moraš tekat 10 lejev, preden dobiš NW. Tako da to me samo pripelje bližje naslednjemu W. Tako da jutri nova natakarca. Ta je bila mit, popravica. He heard. Naš turistični vodič nam bo povedal nekaj o templju. Torej, za nami vidimo tempelj, ki se kliče Tanah Lot. To je delo Dangyang Nirahata, ki je med potovanjem v teh lepih vodah videl tale hrib in je rekel, wow, jaz moram te narediti tempelj. In potem je tu naredil tempelj in to je zdaj ena najbolj popularnih turističnih atrakcij na Baliju. Nažalost, danes ne moramo iti gor, zato ker je pač klima, ampak še vedno zelo lepo za videti, zelo lepo videti dosti turistov in bomo še več povedali v naslednjem klipu. Gremo pogledati še beautiful view. Vem, če sva midva kaj falila, ali je to ta beautiful view. Ne vem, no, templja se lih ne vidi, vse je ful lepo, ampak no ja, gremo še na drugo stran. Ugotovila sem, da mi je ta island life zelo všeč. Tako sproščeno, počasi, na easy. Komod bi tukaj ostala še kakšen mesec, sigurno. Ugotovila sem, da je tukaj grozen pogled, pač res strašno. Saj boste videli v naslednjih klipih, enkrat, ko sem šla tudi sama na motor. Hektično, strašno, kaos, ne vem, kako bi še drugače to opisala. Pa vam zdaj dam klipe še naših ostalih dni, upam, da se bo vse smiselno povezovalo. Smo prispeli po 1 uri vožnje in tle je taka džungla. Gledaj to. Wow. Na poti do dol je precej stopnic, komaj čakam iti nazaj gor. So tako strmi, imam na občutek, da bom padla. Tadam, mamma mia. Kaj lepo. Evo, appreciation za tale waterfall. You good, bro? Jaz se ne morem obut v teniske. Kot predvideno, pot nazaj gor v tej sopari ni najbolj prijetna. Kaj se zgodi, če gledaš v oči? Glede, tako če napast. Upam, da te napadajo. Lejo. Ne, se je kot primin. Leka, kako je ničken. Prejako. V glavnem, povsod opice. Čisto povsod opice. To se smešno. Moj brat ima Balibeli, ne vem, če veste, kaj je to, ampak tle, če spiješ kaj vode ali pa kaj tako poješ, dobiš vročino, bruhar, triskaš svašta, tako da danes jutraj imel IV in je zdaj že boljše, ampak mislim, da ima še vedno vročino. Tako sem sama danes in sem se odločila, da grem surfati. Bili smo do zdaj enkrat na surfanju, zdaj grem drugič in grem sama, jer je bilo kar nekaj, da se pogubim. Upam, da bo vreme zdržalo. A ja, pa še motor bo postalo. Tega me je najbolj strah. Dogodivščina. Še kar stresna dogodivščina, moram priznati. To mi je vzelo toliko časa, da ne vem, če sem zdaj šla surfati, sploh zato, ker se tukaj nekaj dogaja in ne vem kaj. Kaj, jaz sem sploh tako tle. Se pa opravičujem za izgled mojega obraza, še vedno sem polna tečena od sonca. To je grozno. V bistvu so se pripravljali na Njepide in so imeli tukaj neke svoje rituale, ampak sem lahko šla mimo in sem normalno prišla do bara. Se ful čudno počutim, še tukaj jaz hodim samo v kopalko. Oni vedno, ko molijo, pripravijo te rožice, Canang Sari, in v bistvu se s tem zahvalijo Bogu za mir, ki ga daje na zemljo. Tako da te rožice vidiš vse povsod po tleh, na templih, kjerkoli. No, vsej vemo, zakaj je bila taka gužva na poti do sem. Za surfat pa zelo očitno
ni lih najbolj primerno za beginnerje trenutno. Sem se prišla vse, bom spila detox sokec in kavico in občudovala tole morje in te valove. In potem bom še na masažu. Okoli 5:30 je začela največja nevihta, ki sem jo tukaj doživela. Grmi, dežuje, ker je pač rainy season, tako da normalno, ampak itak, da sem jaz sama z motorjem, prazen telefon, tako da ja, zdaj ura že 7, jaz pa moram biti 37 na masaži, tako da se bom očitno mogla upogumiti, je tu dežje, ne vem, tema je. In Jan mi je ravno kar sporočil, da imam palerino v sedežu od motorja. Tako da, I guess, gremo. Kaj da rečem, do spaja sem uspešno prispela. To je bila komedija. Pač, tako 5 metrov na poti je bila voda, toliko, da sem bila pač do kolen v vodi. Ne pretiravam. Do kolen z motorjem, do kolen. Tako prineseš perilo in ti ga operejo. Torej za 25.000 je ekspres, za 15.000 je normalna, da čakaš do jutri. In ti operejo in dobiš tako v paketku nazaj zlikano. Nora. Trip ne bi mogel biti zaključen seveda brez Bali Bellija, tako da tudi to sem doživela, bruhanje, dreskanje, ni da ni. Evo, še en reality Balija, zelo hitro dobiš nek food poisoning ali pa water poisoning. Bali Belly in po mojem smo se z Janom toliko prihesala na ta račun ta teden, da so pač oba dva dobila, oziroma on je imel prav vročino, prav je dobil tisto infuzijo. Jaz nisem bruhal. Jaz pa sem samo celo noč bruhala in v glavnem čez beluk ni šlo, vse pa grozno. No, nam je ratalo priti do templja, zdaj si moraš kupiti tale sarong, pareo. Jan, you look beautiful in your pareo. Harry Potter. Takole to zgleda. Ok, zdaj sva purified, sva se očistila, sva imela vsak svoj intention, ki si ga molil, prenes se tam moču. V glavnem tleti vse razložijo. Mi bi takemu placu rekli tudi plac za lupljenje turistov. V bistvu, preden greš v to vodo, moraš zmoliti in dobiš tiste njihove rožice, bom dala slike, s katerimi moliš. In tako mi dva že sva hotela iti proti vodi in nas ostavi en, ki ima vsi fotoaparat in kao ne, da rabimo te rožice. In mi, ok. In gremo tam in ona da še pripravlja te rožice. In tako, for this you need donation. In pa nas tako resno pogleda, donation now. Smo mislili, ok. Pa je tako, Jan iskat, ne vem koliko si dal, 5.000? Ne, 20.000 si dal. 20.000 smo jim dali. No ja, in pa se greš tam očistiti. V bistvu to je en tak star tempelj in voda naj bi bila magična in s tem ritualom v bistvu naj bi se simbolično očistil svoje misli, svojo dušo in tako dalje. A ja, pa naj bi bilo tudi zdravilno za različne bolezni. Moram priznati, da moja Bali Belly situacija je malček boljša, odkar smo zaključili. Yeah, there should be like cement with rice. Yeah, because It's like dry. yeah, because that is our first stage already, so we make it dry first, and after we dig it the fill, so we put the rice. Bil zdaj še bolj plat za ljubljenje turistov, tle imaš vse te gugalnice. Gugalnice, zipline. In kot je vprašal, tako sem ga posnela, pač kje je voda. V bistvu je že pobran riž, kar pomeni, da pač so najprej posušili. Tako da sploh ni izgledalo tako lepo kot na slikah. Ampak dobro, le videli smo, to je to. Naslednjič, ko pridemo, bo lepša, so nam obljubili. Pol 11. je bil Njepi. Njepi je v bistvu njihovo novo leto. Oni ga praznujejo čisto drugače kot pri nas, torej ni nekih žurk, ognjemetov, ampak ga praznujejo v tišini. Traja cel dan, torej traja od 11. v 6. zjutraj do 12. 6. zjutraj. V bistvu noben ne sme iti na cesto, letališče je zaprto, trgovine so zaprte, bari so zaprte, restauracije, vse. Večina
Indonezijcev, ki so pač verni, v bistvu čez dan molijo, so tiho, ne jejo, nekateri pač se normalno obnašajo, ampak vse v okolici svojega doma. Iz hiše v glavnem ne smeš. To je dober dan za manifestacijo, za pustiti stvari, ki ti ne rabijo od zadaj in iti naprej čist in prerojen. Smo prišli do trgovine, da kupimo stvari, ker je jutri se zaprto in nič ne dela. In je taka gužva, vse sem brala online, je pisalo, da bo. In ne morem gledati hrane, ker mi je tako slabo, še vedno ne bi kar nič kupila si. Naslednji dan sem bila slaba, cel njepi dan, sem ležala v postelji in imela vročino. In danes je zdaj naš zadnji dan. Jutri gremo nazaj. Po eni strani se veselim, po drugi ne. Ampak je bilo lepo. Sigurno sem še vrnila, ker mi je bilo ful všeč. Drugi za več časa, sigurno. In to je to. Upam, da ste uživali v mojem vlogu. Da mi je bilo všeč. In se vidimo naslednjič.